Po tekmi v moji družbi trener Olimpije Boštjan Miklič. Gospod Miklič, pred tekmo smo nekako dejala, odločili bodo detajli, govorimo pogosto tudi o tem, da na določenem nivoju nekaterih napak pač ne smeš početi. Danes sta se vam zgodili v obrambi dve zelo grobi, to je verjetno tisto, kar je danes odločilo tekmo. Sami ste že vse lepo povedali, dve katastrofalni napaki naših branilcev. Če hočeš zmagati tako tekmo, se tega ne smeš dovoliti, tako da na koncu rečemo zaslužena zmaga Maribora. Kar se tiče obrambe, sva zdaj nekako že ugotovila, kaj je bilo narobe, kar pa se tiče napada, nekako bolj poletni, podjetni, predvsem v zaključku srečanja, kaj je morda manjkalo, predvsem recimo v prvem polčasu, da bi bila Olimpija še bolj nevarna za vrata Maribora. Premalo smo si upali, premalo smo bili agresivni, premalo tudi želje nekaterih igralcev, tako da treba dvigati glave, gremo naprej, v sredo nova tekma in to je to. Po tekmi v moji družbi še trener Maribora Dejan Dončić. Najprej seveda čestitke za zmago, te so na derbiju vedno prestižne, vedno zelo pomembne. Zdelo se mi je nekako, da je bil danes Maribor res tisti boljši, bolj miren, bolj preudaren nasprotnik, da je igral tako, kot nekako mora igrati na derbiju. Se je tudi vam tako zdelo? Pa dobro, hvala za čestitke. Jaz mislim, da smo res disciplinirano, odgovorno igrali že v prvem polčasu, kjer smo tudi povedali. Imeli smo nekak nadzor nad tekmo, zavedali smo se tudi to, da je Olimpija tudi prvo tekmo 2-0 zgubljala, pa je na koncu igrala 2-2, tako da smo bili nekako pazljivi do zadnje minute, ampak jaz mislim, da smo do nas zasluženo zmagali. Nekako se je res zdelo dobro, dva zadetka v napadu, recimo temu tudi ob pravih trenutkih tekme, predvsem obramba je bila tista, ki je bila danes večji del brez napak. Ja, obramba ponavadi zmaguje sicer prvenstva, tekme pa napad, ampak danes je bil tale derbi vaš tudi zaradi odlične obrambe.
Ja, v bistvu zdaj smo malo več poudarka dali na obrambi, ker smo v zadnjih tekmah prijateljskih in pa prvem kolu dobili malo preveč zadetkov, tako da smo dali nekak poudarek na to, nekak iz ene organizirane obrambe in pa da imamo nadzor nad igro. Koliko lažje bo zdaj naprej v sezono, ko ima Maribor to prvo zmago v žepu, prve so vedno zelo, zelo pomembne. Pa dober, to je res, vsaka tekma je v bistvu pojem zase, se pravi naslednja že proti Celju, se pravi normalno, da smo veseli, da smo dobili derbi, da smo vknjižili 3 pike, vendar se bomo danes še malo poveselili, jutri bomo pa že razmišljali za Celje. Po tekmi v moji družbi kapetan Olimpije Marko Ristić. Marko, vedno je poraz na derbiju boleč, verjetno še posebej danes, ker se dobro zavedate, da je prišel zaradi vaših lastnih napak. Ja, tako je. Ustvarili smo jim šanse, oni so jih znali izkoristiti, zato smo tudi izgubili tekmo. Imeli smo veliko šans, ki bi jih lahko tudi sami izkoristili boljš, ampak fantje so dali vse od sebe in mislim, da gremo z dvignjeno glavo naprej. Točka iz 2 tekem zagotovo manj, kot ste pričakovali. Kaj boste zdaj nekako tudi kot kapetan dejali fantom v slačilnici? Verjetno je potrebno čim hitreje obrniti rezultatsko krivuljo, je pa dobro, da je zdaj hitro tu nova tekma. Ja, s fanti moramo veliko bolj delati, se bolj posvetiti tekmam in pokazati, kar najbolj znamo, in to je zmaga. V moji družbi po tekmi Tine Čuk. Tine, zaslužena zmaga na derbiju, nekako se je takole strani zdelo, da je bila tudi recimo kar rutinska, da ste imeli stvari, večino srečanja pod nadzorom, se je tudi vam tako zdelo? Ja, seveda. Prvi polčas smo se mislim da malo lovili, se malo postavljali na robe, ampak pol mislim, da z drugim polčasom smo nadzirali potek tekme in tako smo zasluženo zmagali. Po tistem prvem porazu proti Radomljam zdaj zmaga, verjetno ambicije Maribora seveda vedno šampionske, to je zdaj dobra popotnica za nadaljevanje. Ja, tako začeli nismo dobro, ampak okej. Uigravamo se, Olimpija je vedno večji motiv, derbi, kar se vedno gre na polno, derbije se zmaga, ne igra se derbijo, tako da zmagali smo, tako da je top. Tine, vi ste poletniku tako ali tako še mladinec, ampak vseeno, kakšni so vaši nekako občutki v tej EON Next Gen ligi, kaj prinaša dobrega za mlade igralce? Jaz mislim, da ideja v tej EON Next Gen ligi je super, mislim, da se zadeva dobro promovira. Vseeno mislim, da igralci dobiva malo občutek, kako se igra na članskem nivoju, snemajo se tekme, pride nekaj navijačev. Tako da mislim, da samo v pozitivni smeri gre ta liga.